Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v novi epizodi ASEF podcasta. S poslušanjem te epizode vstopate v kratko serijo z naslovom Trajnost, oglašeni tercet, kjer se bomo nekoliko podrobneje spoznali z vsakim izmed stebrov trajnosti, torej okoljskim, ekonomskim in družbenim, z zavedanjem, da so vsi trije med seboj neločljivo povezani, a z željo, da vsakemu izmed njih namenimo nekaj prostora. Gostiteljica kratke serije sem Polona Zabret. Tokratna gostja je bila profesorica dr. Damjana Drobne, redna profesorica toksikologije in zoologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Na področju varnosti materialov in nanotehnologij ima več kot 30 let raziskovalnih izkušenj. Je vodja in ustanoviteljica skupine za nanobiologijo in nanotoksikologijo. Njena skupina je sodelovala v številnih evropskih projektih, kot so NanoValid, NanoMile in Pandora. Je tudi koordinatorica projekta Horizon Accords. Bila je vodilna avtorica pri pripravi novega mednarodnega standarda ISO za nanotehnologije in je soustanoviteljica področja doktorskega študijskega programa nanoznanosti na Univerzi v Ljubljani. Za svoj izjemen prispevek k znanosti in izobraževanju je prejela Jesenkovo nagrado in zlato plaketo Univerze v Ljubljani. Profesorica Drobne, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Ker se ta serija epizod v bistvu ukvarja samo trajnostjo, dajva najprej orisati splošni okvir. Kako bi vi pravzaprav pojasnili okoljsko trajnost oziroma skozi neko prizmo vašega raziskovalnega dela oziroma strokovnega področja samo trajnost? Sama trajnost ima kar nekaj različnih definicij, zelo odvisno od tega, na katerem področju delujemo. Če delujemo na področju naravoslovja in tehnike, se največkrat dotaknemo rabe virov. To pomeni, želimo, da je raba virov čim manjša, čim bolj ekonomična. Veliko govorimo o energiji, pridobivanju energije, ki naj bo čista, o novih tehnologijah, ki naj bojo ravno tako čiste. V resnici pa imamo ves čas v mislih neko stabilnost naravnih ekosistemov, stabilnost sistemov, ki jo želimo ohranjati, želimo zmanjševati negativne vplive na okolje in v zadnjem času velikokrat trajnost povezujemo z omogočanjem kroženja snovi in energije in seveda za čim manjšo izgubo. Ta definicija je drugačna od definicij, ki jih poznamo iz družboslovja in iz humanistike. Meni osebno pa je najbližje definicija trajnosti, ki se dotakne našega vrednostnega sistema. In se mi zdi silno pomembno, da tudi pri delovanju na področju naravoslovja in tehnike nekako upoštevamo in imamo v mislih tudi druge definicije, ker nam pomagajo oziroma olajšajo, da se odločamo takrat, kadar je to v naši moči, kaj bomo počeli, na kak način razlagati rezultate, predvsem pa na kak način posredovati novo znanje v družbo. Ko govorimo o trajnosti na tako široki ravni, se zelo hitro pojavi vprašanje, kaj pravzaprav to ravnovesje danes ruši, postavlja, kaj vse vpliva na to, kaj torej trajnost je. V sklopu tega pa me zanima torej, katere okoljske obremenitve danes najbolj ogrožajo to dolgoročno stabilnost ekosistemov in zakaj jih pravzaprav tako težko raziskujemo oziroma celoviteje naslavljamo. Glede na to, da prihajam iz področja toksikologije, bi bilo nekako razumljivo, da poudarim vsa onesnažila, ki obremenjuje celotni ekosistem, posamezne organizme. Vendar pa tisto, kar je trenutno največje breme in največja skrb za trajnost, pravzaprav niso posamezni, tako imenovani stresorji, pač pa morda ravno klimatske spremembe. O teh klimatskih spremembah mi veliko govorimo, velikokrat slišimo o tem, ampak direktne povezave, neposredne povezave z ostalimi stresorji so običajno prikrite. Zakaj je tako težko raziskovati grožnje, pretnje trajnosti, to pomeni stabilnosti sistemov, zato ker v našem naboru toksikoloških metod in testov imamo tiste pristope, ki vrednotijo, raziskujejo kvarno delovanje posameznih stresorjev. To pomeni
proučujemo neko linearno povezanost, čeprav ta linearnost je bolj teoretična kot v praksi, pa vendarle je to nek koncept, nek pristop, torej povezanost med odmerkom, med neko koncentracijo, ki je organizem izpostavljen, in med kvarnim učinkom. V kombinaciji z klimatskimi spremembami, z morda nižjimi bremeni okolja, to pomeni z nižjim onesnaženjem okolja, ko smo ga bili vajeni v preteklosti, pa te metode niso več ustrezne. Zato, ker pridemo v območje tako imenovanega stresa, organizem ne pokaže navzven, da se nekaj dogaja, da je nekaj narobe, pač pa pridemo v neko izjemno kompleksno, zapleteno, prepleteno mešanico vplivov na organizem, hkrati je pa organizem do neke mere že prilagojen, do neke mere opremljen s tem, da stresu kljubuje. To pomeni, ko želimo proučiti, kaj, kako na posamezne organizme ali na celotni ekosistem vpliva, se dejansko zaplete pri najbolj osnovnem razumevanju posameznega organizma. Torej, težava je v tem, da dostikrat nimamo ustreznih metod, hkrati pa dostikrat pravzaprav sploh ne vemo, kaj je tisto, kar naj merimo, opazujemo, zato, ker ta robustnost ekosistema dolgo časa ne pokaže, da se dogaja nekaj, kar dejansko grozi trajnosti. Zato je zelo dobro, da postavimo neke opredelitve, kot je recimo težnja k čim manjšemu onesnaževanju, težnja k čim manj strupenim kemikalijam, tudi če nimamo točne vrednosti, koliko ekosistem še prenese, da dejansko vzamemo to kot nek naš vrednostni sistem. Zdaj, verjetno pri raziskovanju tega predpostavljate oziroma ugotavljate, da snovi ne delujejo posamično, ampak v nekih kombinacijah. In me zanima, kakšen izziv predstavlja ta potreba po kombiniranju v nekih sodobnih okoljskih znanostih. Te kombinacije so od nekdaj najverjetneje največji odziv. Hkrati pa tudi to, da v ekosistemu ne gre samo za en organizem ali nekaj organizmov, pač pa za preplet številnih organizmov, ki jih poznamo, ki jih vidimo, in številnih tistih, ki jih sploh ne vidimo, predvsem mikroorganizmov. Gre za izjemno pester preplet, bogastvo enega biološkega sistema in proučevati vplive mešanic je nekaj, kar je skoraj nemogoče. Zato v zadnjem času na področju toksikologije, ki proučuje kvarno delovanje neke koncentracije neke snovi na organizmov, vedno bolj uvajamo metode, ki se ukvarjajo s proučevanjem stresa. Stres pravzaprav pomeni neko normalno fiziološko stanje, ki pa že pokaže, da je organizem v okolju zaznal, da se nekaj dogaja. Ni nujno, da je to kvarno, pač pa gre za neko dogajanje, ki lahko v dolgotrajni izpostavitvi ob nekem dodatnem negativnem, drugačnem vplivu privede do nečesa, kar je neugodno. Torej, premikamo se v območje proučevanja stresa, torej območje, kjer nam bodo organizmi, želimo vsaj tako, pokazali, povedali, da se nekaj dogaja. Spremembe v okolju so pa vedno prisotne in zato so organizmi tudi odporni. To pomeni, da ves čas smo nekje na eni tehnici, kjer proučujemo razmerje med stresom in razmerje med odpornostjo organizma, med neko normalno prilagoditvijo, med neko novo kombinatoriko, tako v odzivu organizma kot celotnega ekosistema. In zato je to proučevanje izjemno zahtevno. Pomagamo si z laboratorijskimi, preprostejšimi modeli in pa v prihodnosti imamo zelo velike obete in upe, da si bomo lahko pomagali tudi z različnimi modeli, ki nam jih bo ali nam pa že daje umetna inteligenca. Na kakšen način pa pravzaprav merite, se pravi recimo kvarno delovanje določene koncentracije snovi v primerjavi z merjenjem stresa? Kvarno delovanje, nekako po eni taki osnovni opredelitvi, je nekaj, kar se
sorazmerno lepo da opredeliti. To je nekaj, kar se z organizmom naj ne bi dogajalo. To je nekaj, kar se organizmu naj ne bi zgodilo. To je ravno tako kot neka bolezen ali pa nekaj, kar je narobe. In po definiciji nekako smo opredelili, kaj pravzaprav pomeni kvarno delovanje. To pomeni poškodba celice, poškodba določenih molekul, zelo spremenjeno delovanje organizma v smislu prehranjevanja, v smislu rasti, v smislu razmnoževanja, in to je nekako po taki osnovni opredelitvi kvarno delovanje, nedvoumno kvarno delovanje. Pri stresu je pa drugače. Dostikrat so kazalniki podobni, vendar jih moramo na nek drug način razložiti. Stres pomeni, da se organizem sreča z neko situacijo, z nečim, na kar se je potrebno odzvati ali pa tudi ne. To pomeni, da imamo zelo različne biološke kazalnike, ki nam povedo, kaj se z organizmom dogaja, in na to v povezavi vseh teh kazalnikov v nekih poskusih, v nekih koncentracijsko odvisnih izpostavitvah, mi na to skušamo prepoznati, kaj se dejansko nekemu biološkemu sistemu dogaja, ali je to celica, je to skupina celic, ali pa so to neki modelni organizmi. Se pravi, zdaj, da bi sploh te obremenitve lahko nekako razumeli in jih ovrednotili, jih je potrebno tudi na nek konkreten način preučevati. In me zanima, kakšne v bistvu različne testne sisteme vi uporabljate pri svojem delu in zakaj je pomembno, recimo, da so ti med seboj različni? Pri svojem delu v našem laboratoriju v skupini za nanobiologijo in nanotoksikologijo uporabljamo cel nabor različnih testov. Nabor pomeni od sprememb na posameznih molekulah do nekih sprememb na celicah, na skupinah celic, do testov na zelo različnih organizmih, največkrat tako imenovanih nevretenčarskih organizmih, manjših organizmih, kjer so etične zahteve nekoliko drugačne, včasih pa tudi na vretenčarskih organizmih, na nekih standardnih organizmih, kjer natančno vemo, kaj in kako ravnati oziroma na kak način postopek izvesti. Zakaj je pomembno, da so različni? Zato, da na ta način nekako pokrijemo en večji spekter predstavnikov organizmov v okolju. Običajno je pa tako, da so testni organizmi tisti, ki jih dobro poznamo, ker bistvo je, da organizem zelo dobro poznamo, da vemo, kaj pomeni neko normalno stanje, tudi če gre za nek odklon, in kaj pomeni stanje, kjer je še nek obvladljiv stres, in kaj takrat, kadar gre res za neko kvarno delovanje. Konkretno merimo aktivnosti določenih molekul, določenih encimov, v nekih običajnih testih, biokemijskih testih. V zadnjem času se veliko ukvarjamo tudi s tako imenovanimi ohmskimi metodami, kjer pregledamo, kako izgleda profil vseh molekul, ki so v celici, in potem vedno primerjamo z kontrolnimi skupinami, s tistimi, ki so bile izpostavljene stresu, in na ta način skušamo razvozlati, kaj se z organizmom dejansko dogaja. Bi lahko dali mogoče kakšen primer teh raziskav, na podlagi katerih merite potem kvarno delovanje oziroma sam stres? Mi imamo precej radi neki različnih skupin celic, to so veliko delamo v skupini z pljučnimi celicami. Pljučne celice so pomemben model za delovanje pljuč, če te pridejo v stik z nekimi delci, z nekim materialom, in nas zanima, kaj se pravzaprav zgodi z pljučno celico, če pride v stik ali pa če poje nek delec, nanodelec. In to, kar smo ugotovili, je, da celica ne propade, tudi ni bistvenega kvarnega delovanja, pač pa celica svojo običajno vlogo, to je proizvodnja določenih molekul, surfaktantov, ne opravlja več učinkovito. To pomeni, da tukaj ne moremo govoriti o konkretnem kvarnem delovanju, pač pa o neki spremembi, ki pa dolgoročno pripelje do kvarnega delovanja, neustreznega delovanja v tem primeru celotnega organa,
in pa seveda potem tudi do poškodb na nivoju organizma. V tem primeru pač sklepamo na neko dogajanje v primeru izpostavljenosti človeka. Zelo veliko v preteklosti smo se ukvarjali z različnimi nanomateriali, anorganskimi, v zadnjem času pa te podobne ali iste raziskave delamo tudi na nano- in mikroplastiki, zato ker lahko potegnemo določene vzporednice. To je recimo en primer celic kot modelnih sistemov za delo oziroma za dogajanje v človeku konkretno. Kar se pa okolja tiče, zelo veliko uporabljamo različne vrste rakov, ki jih ali izpostavimo v nekem vodnem mediju, ali so to kopenski organizmi, raki so tudi kopenski organizmi, ki jih preprosto prehranjujemo z snovmi, torej jim dodamo v hrano in potem opazujemo, kaj se dogaja. Na ta način določimo koncentracije, ki nimajo popolnoma nobenega vidnega učinka, koncentracije, ki imajo že neke vidne učinke, pa še niso kvarne, vsaj tisto, kar lahko zmerimo, in lahko postavimo oziroma predlagamo neke meje, ki rečemo, čez to mejo ob določeni izpostavitvi pa dejansko prihaja do kvarnih učinkov. In če zberemo zadostno količino podatkov z različnih testov, potem tudi z nekimi ocenami, lahko predvsem primerjamo snovi med sabo. Torej, težko rečemo, kaj ima vpliv ali pa kaj nima, pač pa lahko rečemo, ta snov je bolj biološko reaktivna od te. In to je nekaj, kar je silno pomembno, zato, ker neke tako imenovane referenčne vrednosti imamo iz preteklosti in tako nekako vidimo delo toksikologije tudi v prihodnosti. To pomeni, da imamo snovi, ki so morda manj reaktivne, manj agresivne od tistega, kar smo uporabljali v preteklosti, in na ta način lahko spodbudimo tudi neko inoviranje nekih novih materialov, tudi nekih novih kemikalij, tudi nekih novih pesticidov in na ta način pripomoremo. Kaj pa recimo sama standardizacija teh meritev? Je to nekaj, kar vam mogoče na vašem področju predstavlja neko težavo, a se tega sploh v bistvu poskušate poslužiti? Ali gre v bistvu pri tem predvsem za same odvisnosti od kontekstov oziroma neke razlike med recimo vrstami in organizmi? Kot naša skupina je izpeljala standardizacijo celotnega postopka testiranja, predvsem kopičenja v celici delcev. To pomeni, da smo dejansko pripeljali od začetka do konca celoten ISO standard na področju nanotehnologije. Z dveh razlogov. Prvi razlog je bil ta, ker se nam zdi izjemno pomembno, da vsi, ki uporabljamo določen organizem, delamo na enak način. Hkrati nam je bil pa to izziv, ker nas je zanimalo, kaj pravzaprav pomeni standard. Dostikrat poudarjamo, da moramo delati vsi na določen način, po standardu, ampak dostikrat dejansko ne vemo, kaj to pomeni. Standardi so izjemno pomembni. Zato, ker je standard tudi način komuniciranja med nami. Torej, nekateri laboratoriji imajo določeno opremo, drugi laboratoriji nekoliko drugače, in da se uspemo dogovoriti, kako delati in tudi kako predstaviti rezultate, je nekaj, kar je ključnega pomena. V znanstvenem delu potem seveda takšne standardne metode dograjujemo, tudi spremenimo, tako da rečemo, delali smo to pa to po standardu, ampak smo dodali še neko drugo koncentracijo, še neko drugo meritev. To je nekaj, kar je zelo pomembno. Standarde prouči potem tudi neko mednarodno telo, odgovorno za standardizacijo, in dejansko gre za neke skupne dogovore. In ti skupni dogovori so nekaj, kar je vedno bolj pomembno. Kako se pa recimo soočate z vprašanjem etike pri vaših raziskavah? Ja, z vprašanjem etike se v bistvu ves čas soočamo. Vendar pa na našem področju, torej v naravoslovju, tehniki, v našem primeru na področju toksikologije, se s tem vprašanjem konkretno soočamo, kadar imamo opravka z določenimi organizmi, sploh v primeru vretenčarskih organizmov, kadar imamo kakršnekoli vzorce ali pa stik z človeškimi ali vzorci ali kakorkoli z delo z ljudmi. Osebno menim, da se s vprašanjem etike premalo soočamo.
zato ker mi etiko nekako zožimo izključno na uporabo organizmov v našem raziskovalnem delu. Zelo redko se sprašujemo o etičnosti našega samega raziskovalnega dela. To pomeni, na kak način izbiramo tisto, kar bomo delali, oziroma na kak način bomo sodelovali, na kak način bomo razlagali rezultate, kje bomo dali poudarke. Menim, da je na tem področju pri nas bistveno premalo narejenega. Zato, ker je zelo pomembno, kaj mi sporočamo družbi. Določene stvari mi ne dorečemo ustrezno na način, da bodo kolikor se le da enoznačno razumljene. Zato dostikrat pridejo novinarji do nas in naše določene trditve dostikrat neustrezno ali razlagajo oziroma nekako neustrezno potem poudarke iz naših znanstvenih objav razširijo v javnost, in to je nekaj, kar je mnogokrat problem. Še huje, najverjetneje, pa bo v času umetne inteligence, še posebej teh velikih jezikovnih modelov, kjer bo pa ta etični element izjemno pomemben. In to je tudi trenutek, ko mi lahko ponovno razmišljamo o etiki. Nihče od nas ne misli, da ne dela etično. Jaz sem prepričana, da vsak raziskovalec in vsak ima kakršenkoli stik tako z raziskovanjem kot kakim drugim delom, da je prepričan, da dela etično. Vendar pa je etika dejansko filozofska disciplina in mi smo običajno ostali nekje pri Kantovi etiki in naprej se nam ni uspel premakniti. To pomeni, nikoli nismo naredili enega ustreznega razmisleka o etiki v današnjem času, kjer gre za veliko pravzaprav etik, kjer je pomembna tudi neka etika razumevanja narave, kjer ne gre samo za korist velike skupine napram koristim ali pa ne koristim manjše skupine. To pomeni, gre za neke popolnoma druge etične poglede. Izjemno mi je blizu Foucault, predvsem njegovo razmerje, znanost, moč, znanje, moč. In če pogledamo z očmi kakšnega filozofa, dejansko vidimo, da premalo pozornosti posvečamo tem vzvodom, včasih skritim vzvodom v zadnji, ki pa usmerjajo včasih tudi mimo naše volje ali pa nevede neke odločitve, ki bi bile morda nekoliko drugačne, če bi mi o sami etiki drugače razmišljali. V prihodnosti menim, da bo silno pomembno, da bomo dejansko oblikovali neka skupna etična načela, neka pluralna etika bo najverjetneje pomembna, ne gre za več za neke univerzalne resnice, kot so morda veljale včasih ali pa smo verjeli, da veljajo, pač pa tudi na tem področju bo izjemno pomemben dogovor. V času umetne inteligence smo se mi že začeli pogovarjati o etični uporabi umetne inteligence. Vendar ne gre samo za etično uporabo umetne inteligence, pač pa gre še za bistveno več. Potrebno bo razmisliti najbrž tudi to, kako pa ta orodja mi lahko koristno uporabimo, da nam bodo pomagala tudi etično ravnati. Ali smo res upoštevali vse vire vedenja, ali smo res upoštevali vse deležnike, ali smo res mislili dejansko na najširši krog možnih uporabnikov, ali smo pomislili na možno zlorabo naših rezultatov. Zelo veliko se lahko naučimo v preteklosti, kako so določeni rezultati, določeni pomisleki bili morda neustrezno skomunicirani. Predvsem vemo, da gre za gensko spremenjene organizme, ki so bili potem morda pretirano ali neustrezno sprejeti iz strani javnosti in morda bi lahko še našli kakšen takšen primer. To pomeni, če mi ustrezno, pravočasno, morda v prihodnosti s pomočjo umetne inteligence vse te določene pomisleke nekako ustrezno umestimo, bodo tudi nove tehnologije in vse novosti bistveno lažje sprejete iz strani družbe. Se pravi, potem bi, recimo, če sva že ravno pri tematiki umetne inteligence, jo potem vidite kot nekaj, kar lahko omejuje, daje nek razmislek, pripomore k raziskovanju, vse troje. Kakšna se vam zdi prihodnost, recimo, umetne inteligence v znanosti, če gledava širše, oziroma bolj konkretno tudi na vaših področjih dela?
nekako spadam in niti ne vem zakaj med zelo velike navdušence nad umetno inteligenco. Morda bom s časoma spremenila mnenje, ko bom videla še več pasti, kot jih zdaj le vidim. Jaz vidim umetno inteligenco dejansko kot enega pomočnika, kot enega asistenta, kot enega agenta, vendar pod dvema pogojema. Zelo veliko lahko pomaga, če o stvareh veliko vemo. To pomeni, da v prihodnosti vidim vlogo umetne inteligence predvsem na tistih področjih, ki jih zelo dobro poznamo. To pomeni, da smo na nekem področju res suvereni, nam lahko pomaga razkriti neke vzorce, neke povezave, nekaj, kar morda sploh nismo pomislili. Torej, neko povezavo mogoče med področjem, našim področjem, ki ga poznamo, z nekimi drugimi področji in na ta način pridemo do nekih rešitev, do katerih ne bi mogli priti. Ker to, kar smo se mi v preteklosti učili, se dejansko učimo, spoznavamo iz znanstvenih objav, iz znanstvenih člankov. Poplava znanstvenih člankov v zadnjem času je takšna, da niti slučajno ne moremo prebrati, niti iz svojega področja slediti z branjem. Zato potrebujemo pomočnika, ki nam nekako pokaže, kje lahko nekaj najdemo, ki nam morda naredi neke izvlečke in nam pomaga poiskati ali podobne probleme, ali neke nove rešitve v povezavi z drugimi področji. Tako da tukaj vidim izjemno pomoč in izjemno prednost. Naslednje, kar se mi zdi pomembno in kar bo potrebno dogovoriti, da natančno povemo, kako smo uporabljali umetno inteligenco in to tudi študente učimo. Izkušnje drugih univerz so takšne, da morajo vsi študenti opraviti določeno izobraževanje, določene tečaje o uporabi umetne inteligence in o navajanju, kaj smo z umetno inteligenco počeli. Dejansko vse lahko počnemo, tako kot z vsakim drugim orodjem. Pri nobenem orodju ni omejitve, da to pa z njim ne bi smel početi, če ti to doprinese k razumevanju stvari. Potem se mi zdi pomembno, da se dogovorimo o skupnih ciljih. To pomeni, če se mi res dogovorimo, da je na primer trajnost nek naš skupni cilj, pomeni, da bomo s temi orodji vsak na svojem področju dejansko nekako težili k temu. Umetna inteligenca pomaga, kako izboljšati, da bo naše delo, naši rezultati mogoče še bolj umeščeni v ta koncept, ali pa tudi kater drug, in kar se mi zdi pomembno, da se skupaj dogovorimo o naših etičnih načelih. In če bo vse to nekako upoštevano, temu zadoščeno, mislim, da ima izjemno prihodnost uporaba umetne inteligence in kot eno orodje, ki dejansko lahko prinese pravi razcvet nekih novosti in dela in pristopov v znanosti. Če pa ne bo tako, če pa bomo prepustili, da dela umetna inteligenca in hodi po svoji poti, potem pa mislim, da prihodnost na tem področju dejansko ne bo takšna, kot si jo želimo. Je umetna inteligenca nekaj, česar se že poslužujete recimo tudi na področju naprednih materialov, tako imenovanih 2D materialov? Vem, da imate v sklopu raziskovanja na tem področju en zanimiv večdisciplinarni projekt Accords. Je tam tudi to prisotno oziroma že uporabljate mogoče neke programe ali pa na kakšen drug način umetno inteligenco? Projekt Accords, ki ga koordiniramo, mednarodni projekt, se je pravzaprav začel pred časom umetne inteligence, tako da uporabljamo oziroma kolegi uporabljajo tiste programe, ki se pač nekako, če govorimo o umetni inteligenci, ves čas uporabljajo. Velike jezikovne modele do sedaj pač nismo posebej uporabljali, menim pa, da bodo izjemno koristni in tako jezikovni modeli, kot tudi še druga orodja, ki so nekako na vidiku, predvsem imamo v mislih analizo slike, primerjavo slike, razlago nekih slikovnih rezultatov, tako da zelo, bom rekla, počasi vstopamo oziroma začenjamo uporabljati umetno inteligenco in je zelo pravi čas v tem projektu, zato ker smo v zadnjem letu trajanja projekta, kjer imamo na mizi ogromno rezultatov, hkrati pa ta orodja nam bodo pomagala to veliko količino rezultatov nekako ustrezno umestiti. Torej, 2D materiali so dejansko nek material, nanomaterial, ki ima tudi v razmišljanju in razumevanju trajnosti izjemno pomembno vlogo, ker gre za material, ki bo nadomestil obstoječe materiale, kjer je zahtevana velika trdnost, prevodnost, še morda kakšna druga tovrstna lastnost in za doseganje tega materiala
teh lastnosti bomo porabili manj časa. To pomeni, ta prednost teh novih materialov, ki jih raziskujemo, je pravzaprav ta, da nam bo omogoča doseganje nekih lastnosti, ki jih morda s klasičnimi materiali ne moremo oziroma potrebujemo bistveno večje količine materiala. To pomeni, da dejansko naslavljamo ta del trajnosti, kjer se zmanjšuje sama poraba, količina samega materiala in s tem seveda tudi količina energije za proizvodnjo in tako naprej. Naša naloga pa je, da ves čas bdimo nad tem z različnimi metodami, tudi v tej mednarodni skupini raziskovalcev, da so ti materiali ustrezno varni. Včasih pa material pač ne more biti varen za neko določeno uporabo, takrat pa skrbimo, da je tista uporaba oziroma ponovna uporaba oziroma recikliranje materijala čim bolj ustrezno. Torej neki novi reaktivni materijali pač imajo svoje lastnosti in da te lastnosti poznamo. Ker to je pravzaprav bistvo inoviranja in bistvo inoviranja tudi v tem trenutnem dogajanju oziroma trenutnih evropskih projektih je pravzaprav to, da je želja, da je material varen in trajnosten že narejen. To pomeni tako imenovan varen in trajnosten material narejen. Da se mi ne pogovarjamo o varnosti in trajnosti, ko je nek nov material v končnem izdelku, ampak da je to vključeno v prvi korak novega izdelave, inoviranja novega materiala in s tem dejansko naša vloga toksikologov oziroma tistih, ki se ukvarjamo z varnostjo, je pravzaprav v prvem koraku, na prvem mestu in ne šele na koncu, ko tak izdelek s takimi novimi materiali pristane nekje v okolju ali pa kjerkoli na deponiji. Ko govoriva o tej trajnosti, recimo tudi v sklopu teh 2D materialov, pa je verjetno en vidik trajnost, ki je nekako okoljska, se pravi, da je sam material trajnosten, drugi vidik trajnosti se pa verjetno pokaže tudi pri družbeni trajnosti, se pravi, kakšno vlogo ima tukaj neka širša družba, ki se bo srečevala s tem materialom. Dejansko gre za dve morda različni trajnosti, ali pa različna pogleda na trajnost. Torej, trajnost v našem znanstveno-raziskovalnem delu je torej tista trajnost, ki zagotavlja, da je material ustrezno varen, da vemo o varnosti materiala in da vemo tudi o trajnosti samega materiala v končnem izdelku. To pomeni, da izbiramo material za neko aplikacijo, ki je čim bolj varen. In to je naša naloga. Ampak, da bo pa to sprejeto tudi družbeno, je pa kar nekaj nujnih pogojev. In eden od nujnih pogojev je ta, da mi ne obljubljamo preveč. V preteklosti smo kdaj preveč obljubili in potem je prišlo do prevelikih pričakovanj v družbi, do razočaranj. To pomeni, da ne obljubljam. To ni čudežen material, to je eden sploh 2D materiali, to je eden od materialov, ki lahko marsikaj nadomesti, ki jim lahko marsikaj omogoča, vendar je to le eden od materialov. Ali bodo res ti cilji doseženi, dejansko se bo videlo z serijo nekih novih inovacij. To pomeni, da ne obljubljamo preveč. Druga stvar, ki je silno pomembna in smo se naučili v zadnjih 15, skoraj 20 letih na področju nanotehnologije, je to, da morajo biti stvari ustrezno transparentne. To pomeni, da ko se pogovarjamo z različnimi deležniki, ko gredo stvari v javnost, da so stvari na ustrezen način povedane. Tukaj dostikrat nam, ki prihajamo dejansko iz znanosti, zmanjka vedenja, znanja o komuniciranju. To pomeni, da dostikrat ne povemo na ustrezen način, dostikrat ne povemo na razumljiv način in je to približno tako, kot da ne bi povedali. In če ne povemo, pomeni, kot da dejansko nekaj prikrivamo, stvari niso ustrezno, transparentno predstavljene. Naslednje, kar je silno pomembno, je tudi, da znamo jasno povedati o tako okoljskih kot o zdravstvenih tveganjih. To je nekaj, kar je izjemno pomembno in zdi se nam tudi pomembno, kar sem omenila že prej, da nove materiale primerjamo z obstoječimi, ker ta primerjava je nekaj, kar je pravzaprav zelo pomembna. Takrat se da dejansko lepo predstaviti, ta material je pa morda enako problematičen kot ta, vendar ima ta nov material boljše lastnosti. Naslednje, kar je pa pomembno, je pa ustrezen nadzor. Mi imamo v Evropski uniji, potem v državah članicah
sorazmerno dobro narejen nadzor nad novimi materiali, številnimi telesi, ki vabijo tudi nas, strokovnjake, da izdelamo mnenja, da sodelujemo pri oblikovanju kakšnih mnenj, zahtev, potreb po standardih. Vedno seveda bi lahko bilo bolje, ampak tako kot je, mislim, da je to eno zelo pozitivno sporočilo za javnost, da se bo pravočasno opazilo oziroma pravočasno odzvalo, če se izkaže, da kater od teh novih materialov dejansko predstavlja neko tveganje. Kot je bilo v davni preteklosti v zvezi z radioaktivnostjo, ki se je uporabljala, pa se dejansko nič ni vedelo, tako nekako smo naravnani v Evropski uniji. Ni povsod po svetu tako da mi dostikrat primerjamo naš pristop, kjer je nadzor zelo pomemben, z pristopom, kjer je morda bolj pomembno inoviranje, tako da dejansko najverjetneje neko ravnotežje med željo pod nečem novem in pa med varnostjo, neko ustrezno ravnotežje najverjetneje tista ta prava smer. Kaj pa bi bili, če poskušava biti konkretni, recimo dejanski dokazi o trajnostni vrednosti teh materialov? Odlično vprašanje. Recimo, material mora dokazati, da za neko isto lastnost v nekem senzorju, v nekem prevodnem materialu ga potrebujemo bistveno manj. To pomeni, če mi rečemo, če uporabljamo nek klasični material, je tega materiala potrebno toliko in toliko, če uporabljamo ta nov material, ga je potrebno bistveno manj. In če ga je potrebno bistveno manj, je že to nekaj, kar je v smeri trajnosti, kar pomeni, da bo manj odpada. Naslednja zahteva je, da se ga da ponovno uporabiti. To pomeni recikliranje. Kar se recikliranja tiče, je odvisno od tega, v kakšno osnovo so ti materiali ujeti. Včasih se ga da ločiti od te osnove, včasih se ga še ne da. To pomeni smer recikliranja, ki je tudi ena od zahtev Evropske unije, da do leta 2030 je čim več izdelkov ali se reciklira ali ponovno uporabi, to pomeni, to je naslednji dokaz. Potem, da se material ne sprošča nekontrolirano v okolje ali če je v stiku s človekom, da se ne sprošča, to pomeni, da je ujet v neki in pa seveda neki tako imenovani varnostni listi, varnostne ocene. Takrat je material seveda mora biti ustreznejši od nečesa, kar že uporabljamo. Izjemno pomemben je tudi ta energetski odtis, okoljski odtis, to pomeni, koliko energije se potrebuje za izdelavo, koliko vode se potrebuje za izdelavo. To pomeni, tudi če je material izjemno dober in če je ta odtis neugoden, se iščejo neke nove rešitve. To so pravzaprav tisti dokazi, jih je še nekaj, jih je kar nekaj, ampak to so tisti najbolj pomembni, ki so dovolj prepričljivi. Se pravi, vi morate kar strumno nekako krmariti med zahtevami in tem, da družbi predstavite materiale na razumljiv način, da torej ne bo prisotnega nekega strahu, ampak neko sprejemanje in hkrati varnost. Bi mogoče lahko že, če izkoristiva v bistvu ta podcast, za to predstavili kakšne preliminarne rezultate oziroma ugotovitve z področja tega projekta, ki torej so primerni za javnost in jih lahko nekako razložite na dovolj poljuden način? Ja, morda bi lahko. Cilji projekta Quartz so bili, da izdelamo, oblikujemo nabor metod, s katerimi bi lahko zelo natančno vrednotili lastnosti teh materialov in hkrati tudi tveganje. To pomeni, eden od teh silno pomembnih ciljev je, da smo iz velikega nabora metod nekako uspeli izbrati tiste, ki so primerne za podjetja oziroma proizvajalce tega materiala, da lahko, kot mi rečemo, že ob proizvodni liniji svoj material potestirajo. Ali je ustrezen, ali je ustrezno varen. Ko gre za neko bolj zahtevno uporabo, v bistvu aplikacijo, katere so možnosti testiranj v večjih raziskovalnih središčih z bolj napredno metodologijo, če jih zanima točno določena lastnost. V našem primeru smo se ukvarjali z materiali, ki se že uporabljajo v različnih črnilih, v različnih biosenzorjih, tudi v
zunanji plasti letal ali pa avtomobilov kot prevodni material, kot material, ki odvaja toploto, in se ukvarjali tudi z varnostjo materiala, če je vpet oziroma vgrajen v neko osnovo, kot da se je pravzaprav izkazalo, ne samo v tem projektu, tudi še v nekem drugem projektu, kjer smo vključeni, kjer delamo z 2D materiali, da so v tem smislu ti materiali ustrezajo vsem tem lastnostim. Še najmanj morda, oziroma veliko raziskav bo potrebno pa na področju, kako te materiale ponovno uporabiti, kako jih ponovno spraviti v krog. Torej, tukaj je veliko težav. Naslednja težava, s katero se pa srečujemo, je pa ta, da je trenutno proizvodnja teh materialov draga. To pomeni, da na tem področju gredo raziskave v to smer, kako najti še vedno 2D material, to pomeni material, gre za eno zelo tanko plast, morda iz nekih drugih elementov, neke druge kemijske sestave, ki pa bo tudi uspel nekako zadostiti tem lastnostim. Tako da na podlagi tega našega projekta, na eni strani tako razvoj metod, kombinatorika metod, odvisno od namena, testiranje uporabe tega materiala, konkretne uporabe, in pa seveda nekako poiskati smeri nadaljnega razvoja. In kot rečeno, je trenutno ta problematika velike proizvodne tista, ki jo bo potrebno nasloviti v prihodnosti. Zdaj vse to od stresa oziroma kvarnosti pa do teh novih materialov, o čemer sva zdaj spregovorili, vse to nas pripelje nekako do širšega vprašanja, torej kako povezati vplive okolja, zdravje ljudi in nek tehnološki razvoj v nek enoten okvir razumevanja. Zdaj, v zadnjih letih se srečujemo s konceptom eno zdravje, oziroma v angleščini One Health, in lani ste na Biotehniški fakulteti ustanovili tudi središče Eno zdravje okolje. Zanima me, kaj je bil v bistvu glavni razlog za ustanovitev tega središča in kaj to pravzaprav prinaša oziroma kako bo to spremenilo samo raziskovanje na področjih, s katerimi se ukvarjate tudi vi, torej okolje, trajnost, zdravje. Pobuda za ustanovitev tega središča je prišla ravno zaradi razmislekov, kako raziskovati v prihodnosti. Raziskovalno delo je timsko početje. To dejansko vemo. Hkrati pa se je izkazalo, da strokovnjaki na posameznem področju moramo sodelovati in sodelujemo tudi z drugimi, in vse to nekako pripelje do razmisleka po nekem tudi skupnem cilju, ki pa ga bomo naslavljali vsak na svoj način. To pomeni, da sodelujemo pri določenih projektih lahko, ampak nek tak širši razmislek dejansko je bil prav ta, da mi naprej raziskujemo to, kar raziskujejo posamezne skupine, ampak da je ta naš skupni cilj bolj določen. In na Biotehniški fakulteti je zelo veliko skupin, ki tako ali drugače naslavlja stres, zdravje, neko kvaliteto ali življenja, neko stabilnost ekosistema, in vsi, ki smo v tem središču, in v tem središču je zelo veliko skupin, smo že do sedaj sodelovali, ampak običajno 2-3 skupine skupaj, nikoli pa dejansko vsi. In izkazalo se je, da se najdemo v enem okviru, ki se mu reče Eno zdravje okolje, ker vsi naslavljamo zdravje okolja. Zakaj eno zdravje okolje? Eno zdravje je koncept, ki je že kar nekaj časa uveljavljen, bil pred nekaj leti tudi skupno definiran v nekaterih mednarodnih organizacijah. In ideja enega zdravja je ta, da združuje zdravje človeka, ki je odvisno od zdravja živali, in to je odvisno od zdravja ekosistema ali pa okolja, dejansko vsega. Torej, nekako je že prepoznano to povezovanje. Mi smo nekako zaznali, da pa je v tem konceptu, ne samo pri nas, tudi v tujini najmanj prisotno okolje. In smo naredili kar en tak razmislek in eno povezavo, kaj lahko doprinesemo.
In doprinesemo dejansko lahko z našimi raziskavami tako, da iz zelo različnih, tako zornih kotov, z različno metodologijo, zelo različni pristopi, vsi naslavljamo zdravje okolja. To pomeni zdravje okolja, pomeni stabilnost okolja, pomeni neke spremembe, ki naj ne bi bile, pomeni neke metode merjenja z namenom, da znamo opisati, ali je to okolje zdravo, ali je okolje pod stresom in ali se sistem ruši. Zato, ker dejansko ni enih enotnih ali poenotenih načinov opredeljevanja. Velikokrat govorimo o biodiverziteti, ki predstavlja en vidik, govorimo o onesnaževanju, ki je popolnoma drug vidik, kolegi se ukvarjajo s klimatskimi spremembami in naša ideja, naša želja je, da ta znanja povežemo, jih nekako nadgrajujemo v tej povezavi in skušamo odgovarjati na vprašanje o zdravju okolja. Ker le zdravo okolje seveda potem pripelje do zdravih živali, pripelje do zdrave hrane in do zdravja ljudi. In to zavedanje se nam zdi izjemno pomembno tudi zato, ker na ta način mi lahko naslavljamo tudi družbo. V enem projektu drugem smo povabili k sodelovanju tudi kolege družboslovce, ker brez njihovih pristopov, njihovega znanja se mi zdi, da smo mi preozki in se na ta način naučili tudi določenih trendov v družbi, pomena komunikacije. In naša želja je torej, da se povežemo morda najprej v okviru univerze, različne fakultete in oblikujemo neko razumevanje, neke kazalnike za tiste, ki sprejemajo odločitve. To pomeni, da predvsem želimo narediti ta premik ali pa to spremembo, da ko govorimo o zdravju, ni samo zdravje človeka. Oziroma, če je zdravje človeka izvzeto ven iz zdravja njegove okolice, potem zdravje človeka ne moremo zagotoviti. In s tem zavedanjem se mi zdi, nam je bliže tudi razumevanje, kaj pomeni zdrava hrana, kaj pomeni na zdrav način pridelana hrana in kaj pomeni dejansko nek stabilen ekosistem. In da to vzamemo kot neko vrednoto, nekam, kamor težimo. In dejansko je to tisti največji okvir ali pa enoten okvir trajnosti. Ja, sodelovanje v tem središču se res sliši kot nekaj izjemno plodovitega. So v sklopu tega že bila izvedena ali pa se dogajajo, mogoče so načrtovanja kakšna konkretnejša sodelovanja oziroma projekti? Ja, v okviru tega središča smo že pripravili oziroma je že tako rekoč v tisku ena zelo simpatična objava, znanstven članek, kjer nekako predstavljamo, da je mikrobiom tisto stičišče, kjer se srečajo vsi elementi enega zdravja. Tako da to naše videnje predstavljamo v mednarodnem okviru. Hkrati predlagamo tudi v tej znanstveni objavi nekaj rešitev, kako mi to vidimo. Zelo pomembno je to, da postajamo sogovornik pri oblikovanju različnih dokumentov v Sloveniji, kadar se dokument nanaša na zdravje okolja, ker do zdaj je bilo tako, da smo sodelovali posamezniki, naše vključitve niso bile dostikrat koordinirane, tako da to je pomembno. Smo že sodelovali pri dogodku, organizirali bomo kakšen skupen dogodek in pa predvsem je pomembno to, da se bomo mi med sabo nekako ustrezneje povezali, da bomo tudi oblikovali skupne raziskave in pa kar se mi zdi zanimivo je to, da kolegi, s katerimi sodelujemo že vrsto let, naenkrat začeli popolnoma na novo sodelovati kot nek nov, svež veter in to se mi zdi nekaj, kar je vsake toliko časa dejansko potrebno. Predvsem pa je pomembno tudi to, da ne pomeni, da bomo morali svoje raziskave spremeniti ali pa preoblikovati, ampak da je prostor za vsakega, ki nekako s svojimi raziskavami naslavlja
zdravje, stabilnost, trajnost v okolju. Poudarek pri nas na Biotehniški fakulteti je okolje, vse, kar je povezano z okoljem, vse, kar je povezano tudi s hrano, z mikrobiomom, torej predvsem ta okoljski segment, in da se ta segment ustrezno poveže, ustrezneje, bolj intenzivno, tako z človekom kot z živalmi. Kakšne so pa vaše mogoče želje za razvoj na področju raziskovanja trajnosti oziroma lahko konkretneje tudi okoljske trajnosti in kaj je tisto mogoče, česar se vi veselite na tem področju, torej mogoče raziskave, ki so v teku, preboji, ki so na vidiku? Kar se v prihodnosti veselim, je nekih novih sodelovanj s kolegi, ker tekom ustanavljanja središča, tekom aktivnosti, ki sem jih omenila, smo se zbližali in nekako ugotovili, da je zelo prijetno sodelovati. To pomeni, da smo nekako naredili eno takšno skupnost in se veselim nekih bodočih sodelovanj. Naše delo je seveda odvisno od raziskovalnih projektov, to pomeni, da bomo nekako skupaj pridobivali, da bomo nekako skupaj oblikovali ideje, nove ideje. To je ena stvar, ki se veselim. Druga stvar, ki se pa veselim, je pa predajati to študentom. Predvsem je zanimivo to, da gre za neke nove principe, da gre za neki na drug način, kot je bilo tradicionalno, da dejansko poudarjam to povezovanje, ker to povezovanje je nekaj, kar je tudi meni osebno izjemno blizu, da najdemo načine povezovanja, da si lahko prodoren, samo če se na ustrezen način povežeš in da v tem vidimo nekaj pozitivnega. Tega se pravzaprav veselim. Predavam oziroma sem nosilka velikega predmeta na doktorskem študiju, kjer študenti zelo veliko govorimo o raziskovalnem delu in o projektnem delu in o sodelovanjih, o oblikovanju skupin in to nekako želim prenesti. Ker to, da smo mi oblikovali to središče na fakulteti, kjer je izjemno veliko kolegov vključeno in kjer so izjemno pozitivno sprejeli, se meni zdi že samo na sebi velik uspeh. To pomeni, da vendarle je v ljudeh nekaj, da naredimo skupaj, naredimo dobro, smo morda bolj odmevni, bolj slišani, želimo sooblikovati in želimo doprinesti. No, to je tisto, kar se veselim. Najlepša hvala, da ste bila gostja tokratne epizode in vse te pestre in zanimive tematike približala našemu poslušalstvu. Hvala. Najlepša hvala. Hvala, da ste poslušali ASEF podcast. Če vam je bila epizoda všeč, jo delite s prijatelji in pustite oceno. Tako pomagate, da nas odkrije še več poslušalcev. Za več vsebin sledite ASEF-u na družbenih omrežjih in se nam pridružite v naslednji epizodi.